Mateja Perpar, Pasje dogodivščine, Šnufa in Tace. 9. Pasje pregrehe. Pasji dan se začne z lulanjem ali hranjenjem. No, običajno. Šnufov dan se je začenjal s kavo, smetano. Težko bi točno določili dan, ko je Šnuf začel piti kavo. Najbrž je nekega jutra, tako kot vedno, prosjačil za človeške obliske in za voljo ljubega miru dobil žlico kave. Bila mu je tako všeč, da se je tudi naslednje jutro postavil v vrsto pred štedilnikom. Ni trajalo dolgo, ko sta imela gospodarica in Šnuf utrjeno jutranjo rutino. Zjutraj je oba zbudila ista budilka. Najbrž zato, ker sta pogosto spala v isti postelji. Šnuf se je pognal pokonci že ob prvem pisku, skočil gospodarici na trebuh in jo navdušeno obliznil. Gospodarica ga je počohljala med ušesi, zazehala, sedla na rob postelje in si prav počasi nataknila copate. Pogledala je Šnufa, ki je medtem legel na njeno mesto in dremuckal naprej. Psiček je odprl eno oko, kar je pomenilo: kar pojdi dol in skuhaj kavo, pridem takoj. Gospodarica je oddrsala v pritličje in na štedilnik pristavila kavo. Kmalu je zabrbotalo, po kuhinji se je razširil čudovit vonj. Prilezel je tudi po stopnicah v spalnico in požgečkal Šnufa po smrčku. Smrček je povlekel pasji život iz postelje in ga popeljal po stopnicah navzdol v kuhinjo pred štedilnik, zraven katerega je stala gospodarica s kavno skodelico, kockami sladkorja in vrčkom stepene smetane. Kosmata zadnjica je sedla na zadnje tace in rep je veselo pomahal. V skrajni sili se je dvignila desna prednja tačka in oči so proseče zrle kvišku. Vse skupaj je sestavljalo psa, ki si močno želi požirek kave. Gospodarica je vzela krožniček in nanj zlila žličko kave iz svoje skodelice. Šnuf jo je z užitkom polizal. Druga pasja pregreha so bile sladkarije. Taca pravzaprav ni bil preveč mahnjen nanje. Rad je imel meso, sir in pasje piškote. Šnuf pa brez čokolade ni mogel živeti. Že ob najrahlejšem šelestenju papirja je pridirjal in začel prosjačiti. Potreba po sladkem je bila tako huda, da je rad žvečil celo ovojni papir. Nekoč je gospodarici padla iz košare z nakupi tablica čokolade. Šnuf jo je bliskovito vplenil in odnesel na vrt, kjer jo je požrl z ovitkom vred. Sosedo, ki je zraven na svoji gredi plela motovilec, je skoraj kap. Nekoč so na obisku pri veterinarju Šnufa stehtali in ugotovili, da sicer ni predebel, je pa kar lepo zalit. Gospodarici so navrgli cel kup nasvetov o pasji prehrani in ji izročili list papirja, na katerem je pisalo, kaj je treba jesti in česa se ne sme. Čokolada je bila na vrhu lestvice prepovedanih dobrot. Kaj pa kava? Je vprašala gospodarica, ko je preletela seznam. Kakšna kava? Se je čudil veterinar. Smetano seveda, je rekel Šnuf po pasje, torej Prava kava, je odvrnila gospodarica. Se je zasmejal veterinar, ta je pa lepa. Nikar ne skrbite, gospa, nisem še slišal za psa, ki bi rad pil kavo. Šnuf ga je pogledal izpod kosmatega čela, potem je prenesel pogled na gospodarico in naredil 2 koraka naprej, da se je povodec napel. Kaj je, Šnufko? Je vprašala gospodarica. Greva? Ko sta zapustila veterinarsko ambulanto, se je gospodarica sklonila in pobožala psička. Tale stric pa ne ve čisto vsega. Kaj praviš, Šnufko? Šnuf ni rekel nič.
Veterinarji so bili na njegovem seznamu priljubljenih živih bitij čisto na zadnjem mestu, celo za besnečimi rotvajlerji. Gospodarica se je nasmehnila in počohala psička pod brado. Greva na kavo? Arr!